se vozimo skozi so takele stavbe in jih kar ne zmanjka, lejte. Ena za druga. Čisto vse šlo, lejte, kaj to delajo bombe. Tole je en popolnoma uničen nakupovalni center. Lejte, če sem čisto iskren, mečkem pa me je strah, da bi tule kaj palo dol. Uničen ruski tank. Dobro jutro. Zdaj imam pa del, ki sem se ga skozi podzavestno malo bal. Natankat moram iz telih kantic. Lejte, jaz, kot sem že govoril, imam 90 litrov nafte seboj iz Slovenije pripeljano, zato kot tle ni. In danes bom najprej stankal tole 30 litrsko, tele, pol še 60 litrov, to je pa za do doma. Bom pa tako naredil, da bom tole dal tle gor na smetnjak, pa bomo videli, če bo šlo. No, tle imam tudi šlavf, tako da nič tak lušen del. Tole moram prav posneti, da vidim, kako mi bo ratalo. Teče! Evo, poglejte, teče. Nehalo je. Nehalo je. A sranje. Živo sranje. Zdaj bi mi še kantah malo tle dol pala. Lejte, se dol mi zapeljala. Jaz sem vedel, da tole ne bo lušno. Sem vedel. Šele zdaj, ko sortiramo vse to, vidim, kaj vse ste darovali. Tako da res vam iskrena hvala. Tole direkt, ki peljemo, ljudje bojo tega zelo veseli. Tudi boste videli v nadaljevanju videa. Tako da res še enkrat vsem hvala. Kombi smo napolnili. Zdaj pa gremo naprej. Evo, lejte. Poln. Jaz sem avto tle pustil. Tako da oziroma bom prepakiral sem, kjer je ta majstermo. In gremo okoli to deliti. Smo na poti proti Buči. Tole smo v mestu Gostomel. In lejte, tukaj so že sledovi vojne. Vidite, čist razbite hiše. Tudi na te stran. Tole pa smo že v kraju Buča. To je ta kraj, kjer so bili tisti zločini nad civilisti narejeni. Zaenkrat ni še nič videti. Opustošenja. Bomo videli, če bo, niti ne vem, ali je tukaj bilo, ali so to sam Rusi zaseli, ali so bila opustošenja. Bomo videli. This is the line for the fuel, I believe. Aha, lejte, to mi je pa povedal, da je pa kolona za benzin, se pravi na črpalko. Bom kar snemal do konca, da vidimo, ja, lejte, je, ja, za črpalko. In lejte, sam dizel imajo, drugače mi pa že prej povedal, ta humanitaren delavc, s katerem tole grem okoli, da na nekaterih črpalkah ljudje v vrsti čakajo, pa sploh goriva ni. Tole je en popolnoma uničen nakupovalni center. Vidite, tamle je bil Intersport. Tukaj se je zgradba čist sesedla. Tako da preveč se ne bom zajebaval. Tako da vidite tudi tole steklo, ki je, ne. Glejte, to lahko pade nate, pa imaš sranje. A lejte, tole bankomati. Denar so sicer pobrali. Ne, se tole mislim, da tole je sigurno, lejte, bankomat. Ne, te papir je še vstal. Ja, lejte, kako je to noter. Lejte, če sem čisto iskren, mečkem pa me je strah, da bi tole kaj palo dol. A lejte, tu so tle blagajne bile ali kaj. Ne vem, pulti. Noro. Noro. Ja, neč, lejte, tako kot sem rekel,
nimam jajc, da bi jaz tole kaj bolj podrobno raziskal. Ko pa če se to res kaj pudre name. Lejte, dobro, da imam se une dva sabo, da bo ta vedla, da me ni, da me bo se iskal, ker tole je tik, da se pudre vse, no. Tole smo še vedno v buči. Tukaj, ko tole vidite, skopano, tukaj naj bi bila masovna grobenca. Tukaj so tiste ljudi, ki so jih pobili, naj bi jih zakopali tukaj noter. Ne vem zdaj, a so tu še zakopani, pa so jih odkopali. Bom to zdaj vprašal, dva moja vodiča, vidite, tle so rože prinesli. Evo, to je naš prvi stop. Smo pripeljali v eno vasico, to humanitarno pomoč. To bo zdaj prevzel, ne vem čisto točno kako bo. Preveč ne bom to snemal, cenim zasebnost drugih, tako da bolj oddaleč bom. Evo, to smo v eni otroški bolnici. Tele gospe so izredno prijazne, simpatične. Mi smo pripeljali robo, smo jo semle noter dali, tako da res super izkušnja tole, tako da malo se bojijo kamere, ampak je super. Evo, porušen most. Na teli strani pa so nekako naredili zasilno, tako da se gre lahko čez. Smo pa ravno kar prispeli v mesto Borodjanka in že oddaleč se vidi, da je tamle razrušeno kar nekaj blokov, tako da bomo šli to pogledati. Zdaj smo prišli v Borodjanko, poglejte, vse razsut, skoraj ni stavbe, da bi bila cela. Se bomo nekje tudi ustavili, bo šli malo na bližji pogledati. Tukaj so bili pa res hudi boji, lejte tukaj. Let's make a stop here. Okay. Evo, zdaj tle bomo ustavili, pa grem večkrat na hiter tole pogledati. Taklih stavb je tukaj na desetine, no saj jaz sem jih videl na desetine, verjeten jih je pa še veliko več, pa lejte tamle naslednja tudi, čist razsuta. Tukaj, aha, lejte, tle je vhod. Lejte, tu so zgleda iz te strani napadali, ker z te strani je še bolj uničeno. Jaz samo upam, da ni bilo ljudi noter, takrat, ko so to napadali, lejte tle, to je moglo, lejte tudi tle tale hiša razbita. Unle blok je za čuda relativno cel, ampak predvidevam, da je pa z druge strani razbit. Lejte avto. Lejte tukaj en del mobilnega telefona. Evo, tle je pa vhod. Malo bom šel pogledat. Hiter. Kar se je podrlo, se je podrlo. Lejte, evo tamle je bil en šporhet gor. Lejte, ne. Lejte, kako se je tlele stena zvila. Ja, sicer to ni neka nosilna, ampak je tudi vse zažgano. Gremo še malo gor na hiter. Ejte, tle mu en protivlom na vrata. Ejte, vse elektrika. Vse je šlo v PM. Ejte, sef mu človek. Ejte, tle še vse diši, smrdi po zažganem. Čisto vse je šlo. Ejte, kaj to delajo bombe? Lejte, to je pa tle, ki je pa čisto zrušeno, ne.
No, tleniči so se zgorelo. No, ampak uničeno tu čisto se, ne. Tako da... Noro. Glejte, to... Mislim, kakšni so to udarci mogli biti, glejte, vse odmet, odpol, vse. Te tudi nič ostalo, glejte, takole, ostanki pralnega stroja. Kaj je to? Aha, tole je bila kuhna, glejte. Glejte, kaj je ostalo od kuhne. Nič, mislim, sploh ne vidiš nič. Da sem neki... Glejte, tle je pa malo stvarišče, glejte. Tole je do zdaj najboljši stanovanje, ki sem ga videl, glejte, celo televizor. Vse nametano, neverjetno. Smo zdaj pa vrhen štuk, no tle pa čista tema, niti ne vidim, ne bom rinil naprej. Skozi, ko se vozimo, skozi so takele stavbe in jih kar ne zmanjka, glejte. Ena za druga, tele kar pol manjka, oziroma mogoče so že pol podarili. Poglejte tole. Tole niti nisem videl, ampak je šofer je rekel, lej tole. Se pravi, lejte stavba in noter se zapeljal, ne vem, to ni tank, to je neki transporter, sicer na gosencah, nima taka top visokega kalibra, takšen protiletalski in lejte, pač je tudi tle uničen noter. Ne vem, če se da kaj okuljati. Prej sta te dva moja, ki me vosta okoli, ta humanitarca, malo jih je bilo strah zame, ker sem hodil tam po stavbi in sta me lepo prosila, naj bom previden, pa sem jim obljubil, da bom. Ja, lejte, transporter. Zanimivo, tle se je skril, pa so ga. Uničen ruski tank, sicer verjetno so že par stvari od njega stran vzeli, seveda, ker tole je, ni veliko od njega ostalo, tu so mogli neke stvari že odnesti, predvidevam. Samo malo naprej od tistega prejšnjega tanka smo naleteli še na enega. Glejte, kako je to uničen. Glejte, tu ga je prav na pol, mislim, vsega nikjer ni, glejte. Glejte, tamle so deli, pa glejte, tamle so deli. Pa tamle, če gremo naprej, ker smo mi avto parkirali, so še ta kupola, je tamle. Tamle polje pa še, aha, glejte, tlele veriga. Glejte, tlele, ker sem rekel, kupola. Glejte, kam je to odneslo. Tamle je pa še en tank. Še tega на хитър поглед. Війна, як прийшли росіяни. Значить, першого дня ми оказалися тут. Такі діла в нас були. Зрозуміло, дякую вам. Дякую вам теж. Дякую. Ale gospod nam je povedal, kako je bilo prvi dan vojne. Tukaj k njemu so prišli tisti zelo glasni Čečeni in so mu čisto se pokrali, kar je imel. Je govoril ene 3-4 minute, jaz bom tudi to dal vse prevest in bom ta video tudi objavil, tako da bo to zelo zanimivo. To naj bi bila neka, tle naj bi bili Rusi,
Vidite, takole so si naredili, da so noter spali, ne. Sej so res kar. Tamle so tudi, tlele so začeli delati, pa jih je prehitelo, kalejte, tole imajo kot streho, tlele so naredili, tako da vidite, vojna ni lušna zadeva, ne, da moraš v takem lepo zim spet, niti približno ni to. Kaj bi tole bilo? Ni nič zapisano, sem mislil, da je kaj. Ja, tle je mogla biti po mojem ena enota in so tle spali, živeli, glejte, drva si naredili. Tle mu pa verjeten prostor, kakšen bolj pomemben človek. Vidite, mizo, spalet, tle so verjeten kakšne plane delali. Da vidimo tale škatla. Ja, aha, lejte, kaj tole piše. Armaida Rusi. Tako sem jaz prebral, mogoče nisem znal čist dober. A lejte, tudi tamle neka flaša alkohola. Ja, tako da bo to držali, da so tle Rusi bili. No, še tole, da vam pokažem. Glejte, flaše žganja, ena flaša, druga flaša. Dobro, tle so noter spali najbrž, ali pa tudi kele imeli malo cesto pod nazorom. Ampak zakaj sem vam te flaše pokazal? Ne, to človek ima orožje, malo pijen in potem pa sreča kakšnega civilista, nič krivga, nedolžnega, pa mogoče odreagira, da ga ubije. Malo alkohol kriv, malo človek budala in je pol tudi to. V glavnem, kakorkoli, toliko da veste, vojna je grozna zadeva. Tukaj je še ena ruska baza, seveda zapuščena, če ne bi hodili tle. No, malo sem že pomislil, da bi tole odprl, sem rekel, ne bom, ko pa če so kakšno bombo naštimali noter. Tle noter so najbrž spali, bili vkopani. Glejte, tu so kar... Ja, vidite, glejte, tle so spali noter. Vsej predvidevam tako. Glejte, celo, si da zmrdi tle noter, ful. Gips plošče celo imajo. No, tamle je pa en uničen tank. Vidite, tole tle, gledajte, tole, ki je zakopano. Gledajte, koliko je teh jam. Tle so imeli sigurno tanke noter vkopane. Gledajte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jih jaz vidim. In gledajte, no, tukaj je pa celoten tank, ki so ga uničili, ker tiste, ki smo prej gledali, niso bili celotni, gledajte. Kakšna mora biti to moč, da se uniči. Tudi tole, ki gledam, ne, gledajte, ta je bil kar cel tacga velikega kalibra. Imam občutek, da je malo večjega, kakor običajno so tanki. Glejte, čisto uničen. In je še gor na njega pogledati. Ja, glejte, to, mislim, a so tu polke umaknili, ali je tudi tako tu vse razneslo. Se tudi, mislim, se ne razmišljam rad, ampak kaj v človeka ostane, ki je tle noter? Tamle od spredaj je en del, tamle so nekaj imeli, aha, lejte, tisto le bomo šli pogledati, ti so najbrž za kuhati imeli. Hello. No, sem pa zelo hvaležen tem dvema, ki sta me vzela s seboj na to razdeljevanje hrane in sem res ful stvari videl, ful doživel,
res enkratna izkušnja. No, tole še pogledamo. Jaz mislim, da je tole da je to kuhna. Ja, lejte, konzerv, kakor hočeš. Ja, lejte, tu mislim, ne vem, kako to deluje, ampak tu, lejte, dimnik in tle so najbrž kuhali in tako naprej. Samo je tu vse tle ostalo. Tukaj smo še v eno vasico pripeljali pomoč, predali smo ji te gospe. Ona bo pa to razdelila malo, kakor sem jaz razumel. Tako da tle res taka boga zgleda ta vasica, tako da bo sigurno pomoč prišla v prave roke. Дуже сильно літав, аж криша тріщала. Двері нараспашку відкривалися. Дитина ховалася, аж падала така шушка. Тримаємося, бо ми того варті. Evo, tu smo pomoč pripeljali v eno vasico. Tako bogo, ki je bila okupirana od Rusov. In tukaj so se zbrali malo domačini, simpatični, vsi zelo. Tako da so zdaj vsi pripovedovali, kako je bilo med vojno. Res zanimiva izkušnja, zanimivi ljudje, tako da spet bom ponovil, da sem ful hvaležen. Aha, zdaj se bomo pa še slikali, tako da grem je zraven. Ceste naleteli še na en uničen ruski tank. Dobesedno na cesti je ostal, zato so tudi cesto mimo speljali. Lejte, kupola je dol. Jaz se to sprašujem, kakšno mora to orožje biti, da to tako raznese vse. To je na desetine in desetine ton železa. Lejte. Zdaj upam, da ne spet do reku, da so to nastavili, da je preveč rjavo, ampak tisti človek ni še nikoli nobenega železa ven dal, da bi to vedel. V bistvu želez kar hiter zarjavi. Rečemo diski od avta, kako hiter zarjavijo, če se 14 dni ne voziš. Tako da to je čisto logično. Ker je bil tak lep in uspešen dan, smo šli še nekaj pojest. Sem jaz povabil dva moja gostiteljna, to sta Jaroslav pa Katarina. Tako da tole je brošč in bomo zdaj pojeli, potem pa še nekaj dobimo. Evo, zdaj smo dobili pa še neke dobrote. Smo se odločili, da 3 jedi vzamemo, pa bomo mečkam kombinirali. Zgleda ful dober, tako da komaj čakam. Tukaj me je moj vodič pelal pogledati še eno zanimivost. Sem gor v to stolpenco je priletela ena raketa na začetku vojne in lejte, koliko jo je porušila. Še dobro, da se ni vse skup dol porušilo, dobro, da to sploh stoji. Glede na to, da sem gradbenik, mečkam poznam te zadeve, je pa verjeten tukaj v videu slabo vidite, ker pač imam kamero tako, da ne približam, sem pa par dobrih slik naredil.